Dober dan, iz ljubljanskega studia 137, to je Kinotožje. Prejšnjikrat smo govorili o kriminalki Rop brez plena Stanleya Kubricka, enega od bogov filmske umetnosti. Mimogrede, ali poznate tisti vic iz filmske srenje, ko hoče umrli Steven Spielberg v nebesa, pa ga na vratih ustavi sveti Peter? Ne, Steven, dalje pa ne. Bog ne mara filmskih režiserjev. Na kar zaprepadeni Spielberg zagleda znan obraz med oblaki v nebesih. Ja, kaj pa potem počne tukaj Stanley Kubrick? Peter pa odvrne. Prijatelj, tisto ni Stanley Kubrick, tisto je Bog, ki se dela, da je Kubrick. Hej. Kinotožje o Kubricku podaljšajmo zvezno na še en naslov, na mojstrsko priredbo Lolite iz leta 1962. Listen, didn't you have a daughter? Didn't you have a daughter with a lovely name? Yeah, a lovely, what was it now? A lovely lyrical lilting name like, Lolita. Lolita, that's right. Lolita, diminutive of Dolores, the tears and the roses. Yeah. Wednesday she's going to have a cavity filled by your Uncle Ivor. Yes. Yes. Rekli boste, ja kaj je zdaj to? To je vendar staro. Že res? Film je star že skoraj 50 let, a vendar je to dober film, zelo dober film. Pravi biser med priredbami knjižnih del. Obenem pa je tudi aktualen. Nažalost, še posebej te dni, ko nam avstrijski mediji dan za dnem izrisujejo profil krvostrunskega Jozefa Fritzla, ki je svojih hčeri za 4. stoletje odtegnil dnevno svetlobo, jo zaprl pod zemljo in naredil kopico otrok, jih pa ugrabil, enega zažgal, ostale pa pustil v zvočno izolirani kleti. Samo toliko v osvežitev spomina. No, potem je hčer nekega dne odpeljal v bolnico in bil tako razkrinkan. Bistveno vprašanje tu pa je, zakaj je to naredil, zakaj je peljal hči ven? Morda je to storil iz istega razloga, zaradi katerega jo je imel tudi zaprto. Še naprej jo je hotel imeti ob sebi. Isto izvajanje brezpogojne oblasti nad drugim človekom najdemo v Loliti, kjer akademik zrelih let Humbert svojo Lolito tudi pelje v bolnico. In to je zanj pogubno. You know, I've missed you terribly. I haven't missed you. In fact, I've been revoltingly unfaithful to you. But it doesn't matter a bit, because you've stopped caring anyway. What makes you say I've stopped caring for you? Well, you haven't even kissed me yet, have you? I think what a lot of people forget is just what a hot book Lolita was. Lolita je bila najprej knjiga Vladimirja Nabokova in še danes velja za literarno mojstrovino. V času nastanka na prelomu 60. pa je bila ta knjiga hudo provokativna. Danes je drugače. Danes skupaj z Interpolom vsi lovimo izrojene ljubitelje otrok. Takrat pa pedofilija še ni obstajala. O njej se preprosto ni govorilo. Kar je Kubricka le dodatno podžgalo. Tako imamo tu njegovo drugo stalnico, izbiranje kontroverznih tem. Vsi njegovi filmi so netili prepire, največje prav Lolita in Peklenska pomaranča. Well, I guess I won't be seeing you again, huh? I shall be moving on. I must prepare for my work at Beardsley College in the fall. And I guess this is goodbye. Yes. Don't forget me. Ne bomo te pozabili. Brez skrbi, ljubica, je pet malo stričko, je pridna punčka, da ti bo striček dal mečkem piškotkov. Je libika, da pokaži malo pipiko, no pokaži malo pipiko. Čeprav so nedavno posneli novo Lolito z Jeremyjem Ironsom in Dominico Swain, ki se je spomnimo tudi kot hčer Johna Travolte v akciji Face Off. Nova Lolita predlogi vsekakor verodostojneje sledi. Kubrick je pač marsikaj naredil po svoje. Tako je dal recimo konec zgodbe kar na začetek filma. Obenem pa je režijo in montažo prilagodil pisateljevi prozi in razvijanju čustev. Novi Loliti to manjka, kljub temu, da so bili avtorji lahko poljubno erotični. Ko so Kubricku tedaj cenzorji s posebej močnim vplivom cerkve hropeli za vratom in mu po njegovem celo uničili film. Novi Loliti ne pomagajo niti barve, ne viže Ennija Morriconeja, film enostavno nima srca.
z izjemo morda Dominike Swain, ki je tu pravo odkritje. Očitno so se Kubricku splačale neskončne vaje z igralci, saj je bil tudi dober opazovalec človeškega značaja in ne samo tehnični perfekcionist. Zanj so bili občutki pomembnejši od razuma. Naj se to ve enkrat za vselej. 5, 6, 7 je. Po Lolitah končajmo v sedanjosti, ki si jo seveda žal delimo s smetjo od Jozefa Fritzla, a nas po drugi strani tu in tam sedanjost lahko tudi navduši. Vučko ali po angleško Wolfie, diplomski film Matevža Luzarja, je nominiran za letošnjega študentskega jebenega Oskarja. Bravo! Ki sta ga pred leti snela tudi Pixarjev John Lasseter in Koljev Jan Sverak. Luzarjev kratki film o osamljenem penzionistu, ki spozna nove prijatelje, nima neke posebne zgodbe. Preseneča pa kvaliteta izdelave in klenost scenarista. Matevža Luzarja, imena, ki ga bomo prejkone spet slišali. Iz ljubljanskega studia 137, to je bilo Kinotožje. Nasvidenje. Pa sem pa mu rekel po telefonu, veš kaj, pa se bojim, da ne bo se film vlekel. Prav, to pa je moja skrb. Vrednost Kubrickove Lolite lahko skrčimo na vprašanje, kakšna se je zdela Vladimirju Nabokovu. Nabokov je bil tudi podpisan scenarist, čeprav je Kubrick predloženi scenarij do snemanja oskubil za 4/5. Resnobni Nabokov po ogledu ni skoparil s hvalo. Govoril je, da gre za prvovrsten film.